Letošnje leto, torej 2023, bo vodni zajček. Torej se sreča ta element vode, ki dejansko se povezuje z elementom lesa, torej zajčka. Kar pomeni, voda na nek način zahteva neko čistost, da bo ogromno okrog tega, da se nekaj počisti, torej tudi okolica, ekologija in tudi misli ljudi. Na drugi strani pa zajček pomeni nekaj novega, nek, bi rekli, viden štart, napredek. Ta vse skupaj bo precej tako učenjaško, akademsko leto, ker se lahko dosti, bi rekli, stvari razširi kot neko znanje, predvsem pa okrog odnosov. Teda to bo taki glavni point, da malo prečistimo odnose, ki so mogoče zadnji 3 leta malo pešali. V letu 2023, če pogledamo mogoče skozi kakšne posamezne mesece, recimo zajček bo nosil zvezdo, ki se imenuje Veliki vojvoda, teda ureja leto. In potem sam mesec marec, recimo, je tudi zajček, kar pomeni, da potem lahko se pač malo pokaže, kdo bo vladal. Oziroma, kdo bo imel glavno besedo, teda lahko neka napetost, kako bi rekel, primerjanje moči ali pa avtoritete. Medtem ko recimo naslednji mesec, april, bo mesec zmaja, ki pa dejansko lahko nakazuje malo, da nekaj, kar je dogovorjeno, pa kaj pač pride do tega, da mogoče nekdo se ne drži ali pa nekdo dela malo drugače, kot je bilo dogovorjeno. Teda na nek način bomo izkusili malo več, mogoče ni najboljša beseda izdaje ali pa zahrbtnosti, ampak v tej smeri se bo tudi dogajalo v recimo aprilu. Potem pa bo na preizkušnji recimo tudi mesec junij, kjer bo zanimivo, kar se tiče tega, kako kot družba dejansko vidimo, kaj ne bi rabili in kako bi se to dejansko umaknilo. In na nek način, da razrešimo nek občutek, da ne moremo drugače. Teda na drugi strani, torej, ko se pojavi nek, kako bi rekli, problemček, je istočasno tudi možno to razrešiti. In mnogi ljudje bodo dejansko opazili, da lahko pač opustijo neke navade, razvade, ki jih obremenjujejo. Pa kaj je pomembno, da se izognemo recimo ideji, da je vedno nek strah, neka grožnja in da potem moramo vedno trepetati. Teda dejansko ideja tega je dejansko, da prerastemo to omejitev, posebej strani, da nekdo od zunaj ali pa nekdo drug nam pove, česa se moramo bati. Teda na nek način, ker bomo imeli dostop do znanja, lahko pač sami vidimo, kakšne so stvari in tiste, ki so mogoče nevarne, pač vemo, kako se jim izogniti. Teda niti pa treba dejansko živeti v nekem strahu. Tudi ja, če mogoče malo pogledamo širše ali pa večjo sliko, recimo razni spori, ki so nastali, razne mogoče tudi vojne ali pa kaj, dejansko v tem letu pride do tega, da so sploh pripravljeni se pogovarjati, da dejansko bo tudi na tem področju dejansko lažje, boljše oziroma se vidi upanje, da se lahko neha, ne? Ker recimo prejšnjo leto se sploh ni bilo neke komunikacije in je bilo samo enostransko vse. Ta bo dejansko ta, bi rekli, sposobnost pogajanja zelo poudarjena v letu vodnega zajčka. Kar se tiče mogoče gospodarstva, ekonomije in finančnega stanja, recimo v tem letu dejansko še ne bo rast ali pa ne bo še toliko optimizma tudi napovedanega pa doživetega, teda je še vedno leto, kjer smo previdni ali pa bodo stvari šle bolj počasi. S tem, da je dejansko to mogoče ta zajček, torej 2023 tudi leto, ko potem lahko malo poskoči oziroma se začne spet, bi rekli, rast ali pa optimizem se vrača. Ampak v tem letu, posebej v prvem delu leta, torej do avgusta, bo precej previdnosti ali pa mogoče celo straha, tudi kar se tiče recimo borz oziroma nekih trgovanj pa poslovanj. Kar se tiče mogoče zdravja oziroma delovanja našega telesa, pač vsako leto so določeni organi lahko malo bolj izpostavljeni in v letu vodnega zajčka bo zelo zanimivo, kar se tiče recimo ledvičnega sistema oziroma torej hormonski sistem, rodila. Posebej nekdo, ki še ima recimo petelina v svoji natalni karti.
so malo na preizkušnji. In potem tudi recimo srce pa možgani, torej bo ogromno okrog tega, da pač kdo ima težave s srcem, se to lahko precej poslabša, teda treba potem več skrbi oziroma pozornosti dajati na srce oziroma možgane. Leto vodnega zajčka bo tudi zelo močno predstavljalo vse povezave s spolnostjo. Torej voda dejansko je tudi element, ki predstavlja spolno energijo, medtem ko zajček pa je zelo aktiven v spolnosti. Torej, če to uporabimo, bo pač več naraščaja. Na drugi strani pa seveda ljudje, ki pretiravajo ali pa jih povleče v to močno spolnost, tudi spolni škandali bodo dejansko malo v porastu. Mogoče nekaj glede ugodnega, bi rekli, termina znotraj tega meseca. Ta 17. februar bo dejansko ognjeni konj, ki je primeren recimo za zdravje. Teda, če recimo aktiviramo, torej določen del doma spodbudimo, potem nas podpre torej ugoden čas, pa ugodna lokacija. In če smo še mi malo pridni, potem na koncu dobimo pač podporo oziroma, bi rekli, zdaj v tem primeru zdravje bolj podprto. In recimo, če na kratko, ta hišna akupunktura je dejansko spodbujanje določenega sektorja, ker potem se lahko pač podpre recimo zdaj v tem primeru zdravje. Teda recimo, če med stopinjami 105 do 135 gledano iz centra doma, torej vzamemo kompas, pa vidimo, kje je dejansko to. Potem, če tam ustvarimo gibanje, premaknemo energijo, bomo podprli zdravje. To pomeni, če tam okno, ko odpremo okno, bomo povabili dobro energijo v dobrem dnevu in potem lahko podpiramo zdravje. Še posebej, če potem dejansko nekaj delamo v zvezi z zdravjem, recimo nastavimo, ne vem, izboljšamo ali pa začnemo uživati določena živila, ki nam pomagajo, ali začnemo telovaditi, ali ne vem, hoditi na sprehode, ali na masaže, v glavnem, potem dejansko nekaj izvedemo, da podpremo svoje zdravje. Potem ta dan, lokacija, torej 105 do 135 stopinj in potem naše dojanje pač se združi in dobimo efekt na zdravje.